V tokratnem Kviki kvizu se bosta spopadla stand-uperja Alen Mastnak in David Logar. Pomerila se bosta v vprašanjih na temo mode. Alen, ti si drugače tudi announcer oziroma napovedovalec v Valhalla fajcih. Kako je tam delati? Super, the best. Veliko enega pretepanja? Je, veliko je. Včasih tudi veliko krvi. Okay. Prije tako, no. Ja, David, ti pa si študiral igralstvo in glasbo v Londonu. Kako je bilo? Zelo zanimivo. Veliko novega sem se naučil, pa tudi ena izkušnja v bistvu življenja v Londonu. Ne? Ja. In zdaj, ko poješ potušam, poješ v angleščini? Definitivno, vedno. Odlično. Okay, za nagrado bo zmagovalec za našega Kviki kviza prejel ananas iz stiroporja. Zelo okusna fanta, se že ima že cedijo sline. Zdaj pa sta pripravljena? Sva. Sta? Odlično. Gremo. Potem pa začnimo z vprašanjem. Alen, katera država je največji potrošnik hitre mode? Amerika. Pravilen odgovor. Točka za Alena. David, na katerem mestu je na svetovni lestvici tekstilna industrija glede na onesnaževanje okolja? Drugem. Ja, to je pravilen odgovor. Takoj za naftno industrijo. Točka za Davida. Alen, koliko litrov vode se porabi za izdelavo ene bombažne majice? 6,3. Nepravilen odgovor. David? 8,9. Ne, tudi to je nepravilen. 1500 litrov je pravilen odgovor. David, koliko litrov vode se porabi za izdelavo enega para kavbojk? 1221. Ne. Alen? 532 litrov. Ne. 5600 litrov, noben od vaju ne dobi točke. Alen, iz katere pesmi je besedilo, in gre za prevod iz angleščine, lahko mi zažgeš hišo, ukradeš avto, piješ mojo pijačo iz kozarca za vlaganje, narediš karkoli, ampak srček, ne mi stopati na čevlje. Zanima nas naslov tega komada. Angleški? Ja. Pretty Woman. To ni pravilen odgovor. David, se te mogoče sanja? Naslov je Happy Mama. Ne, to tudi ni pravilen odgovor. Pravilen odgovor je Blue Suede Shoes. Alen, če ti uspe za 5 pravilen komad, dobiš 1 točko. Well, it's 1 for the money, 1 for the show, 2 for the show, 3 to get ready now, go to get low. But you don't go to step on my blue suede shoes. To je odlično, Alen. Well, you can't do anything but lay me on my blue suede shoes. Fantastična artikulacija, bravo. Alen, točka zate. Zdaj pa še David, iz katere pesmi je besedilo, gre za prevod iz angleščine. Kar naprej govoriš, da imaš nekaj zame, nekaj, kar imenuješ ljubezen. A priznaj, zapletel si se tam, kjer se ne bi smel zapletati. In zdaj ena druga dobiva vse od tebe. Lost Heart. Ne. Alen? My heart will go on. Ne, to ni pravilen odgovor. Pravilen odgovor je These boots are made for walking. Noben od vami dobi točke. David, če ti rata od 5 pravilno tale komad, dobiš točko. These boots are made for walking and they just want and that's just what they do. One of these days these boots are gonna walk all over me. Škoda, to je dosti dober. David dobi točko. No, super se. Kviki kviz ima novo rubriko Ugani, kaj predstavlja fotografija. Tisti, ki se bo pravilnemu odgovoru najbolj približal, bo dobil točko. David, začeli bomo s tabo. Povej mi, kaj je na tej fotografiji? Razstava Michelin Band, razstava proti onesnaževanju okolja. Ja, zanimivo. Mislim, ni zares to pravilen odgovor, je pa kar blizu. Alen, kaj bi pa ti rekel, da je to? Koncert pred menjavo pnevmatik. Tok bliz, fanta, noben od vami dobi točke. To je radijska oddaja Michelin Hour, v kateri je orkester moških oblečen v gume igral popularne skladbe v Združenih državah Amerike. Alen, zdaj si na vrsti ti, da začneš ugibati. Kaj je na tej fotografiji? Moški in ženska. Ja, načeloma imaš prav, ampak želimo nekaj v povezavi z modo izpostaviti na tej fotografiji. Nova kolekcija. Nova kolekcija. Ja, na nek način to drži. Davida, smo lahko bolj specifični glede te nove kolekcije. Nekaj zelo tega tajt iščemo tukaj. Pri kolenih ima zavezano neko vrvico in to je zdaj noviteta v modi. Ja, res je, kljub temu, da sem ti pomagal, dobiš točko. To je Hubble krilo. Na ta način so živalim preprečevali, da so zbežale in to so na eni točki uporabili tudi za ženske.
kar brutalno. Da ne zbežijo. Da ne delajo predolgih korakov. Ja. A ja. Kviki kviz ima še eno novo rubriko. Hitra runda. Vsak bo imel 30 sekund, da poskuša odgovoriti na čim več vprašanj. Alen, tvoj čas se začne zdaj. Kako je bilo ime modni oblikovalki Chanel? Gucci. Ne, ni pravilen odgovor. Kaj je na glavi nosil pevec skupine Guns N' Roses Axl Rose? Mašnico. Nepravilen odgovor. Kateri kos oblačila se v angleščini imenuje skirts? Čevlji. Ne, to je skirt and short, se pravi kombinacija krila in kratkih hlač. Za katero dejavnost so bile izvorno dizajnirane kroksice? Krokodili. Ne, to ni dejavnost. Ne, nepravilen odgovor. Katerega leta je nastal prvi push-up modrc? 1952. Ne, žal tudi to ni pravilen odgovor. In gremo za naslednjim. David, tvoj čas se začne zdaj. Katere narodnosti je bil modni oblikovalec Kenzo? Italijan. Ne, pravilen odgovor je Japonska. Kako smo v 90-ih pogovorno rekli trenerki, ki je bila iz najlona? Najlonka. Ne, pravilen odgovor je šuškavca. Kako se reče šopu niti na vrhu kape? Cof. Pravilen odgovor, točka za Davida. Katerega leta je nastal prvi bikini? Leta 1958. Ne, 46 je bil pravilen odgovor. Dobil si pa eno točko. Najprej popravek, trenerka iz najlona ni šuškavka, ampak je šuškavac. V redu? Zdaj vemo. Zmagovalec današnjega kviki kviza pa je David Logar. Čestitke, David, tukaj je tvoj ananas iz stiroporja. hvala. Alen, kot drugovrščeni, kakšni so občutki? Super je biti na odru za zmagovalce. To je zelo pozitiven odnos. David, lepo se imaj s tem ananasom. Upam, da ga boš uporabil za kaj lepega.